Živijo, moje ime je Veronika, sem diplomirana kozmetologinja magistra industrijske farmacije in danes bom pokazala primer svoje nočne nege kože, ki me že nekaj časa sprašujete, če bi mogoče posnela kakšen tak majčkeno drugačen video, tako da sem se odločila, da gremo v mojo kopalnico. Tukaj vidim, da se vidi od te lučke, seveda sem si mogla lučko prinesti s sabo. Drugače, jaz bom začela z nočno nego, zaradi tega, ker se mi zdi majčkeno bolj pomembna od jutranje nege, ker gre tukaj za proces čiščenja in potem nanašanja raznih regenerativnih kremic in serumčkov, da se naša koža lepo spočije in nahrani čez noč. Seveda je pa pomembna tudi jutranja nega, o tej bom govorila v naslednjem videu. Če kar začnemo. Bom najprej spomnila, dajte lajkati moje vsebine in se subscribajte na kanal, zato ker to vedno pozabim imeti. Ok, zdaj pa. Na začetku jaz seveda uporabim dvojno čiščenje, jaz pač nisem nikoli razmišljala o tem, da je to dvojno čiščenje, to se je pač v zadnjih nekaj letih pač ta trend dvojno čiščenje, jaz sem itak vedno tako čistila, zato ker če imaš karkoli make-upa gor ali pa karkoli, je pač majčkeno boljš, da najprej to ščiščeš dol, pa pol na splošno še cel obraz, zaradi tega, ker sem tako, moram se navaditi, da gledam tle v kamero, zaradi tega, ker sem tako pol spravimo dol nečistoče, ne. Jaz začnem ponavadi, če nimam res močnega make-upa, začnem z Biodermino ali pa katerokoli drugo micelarno, saj imam kar en kup, tako da ta mi res pač ne draži oči, in si potem lahko mirno zbrišem cel obraz in potem pogledam, kakšne nasmage so se nabrale na mojem obrazu čez dan. Če kaj slišite v ozadju, je to Julija in pa Andraž, ker samo tako lahko pridem do parih minut, da je Andraž zlat in mi pomaga. Je to vedno ogabno. Ne, ko vidimo, kaj se vse nabere. Ja, pač to je realnost, to se vse nabere. Najprej vse, kar je bilo zjutraj nanešen, pol dan sem si dala še malo maskare, ker sem eno novo sprobavala, in pol itak ta SPF in pol se vse, kar se gor nalima, če mi še malo počiva, ki je čez dan, malo zalepljeno polštor, če kaj kuha, ko gremo ven, to se vse nabere. In potem jo se obrnem to blazinco in vidimo, da je že dosti manj, ne. Ampak zaradi tega, ker še vedno ostane nekaj gor, ne, grem vedno še z enim čistilcem. Ja. In sicer ponavadi grem s tem drugim čiščenjem, grem pod tuš, ampak zdaj z vami ne grem pod tuš, tako da bom kar tukaj pokazala. Imam še enega tega CeraVe tukaj, manjšega. Tam je cool, ker pač se, jaz ne rabim imeti čistilca, da se pen, ker jaz vem, kako to funkcionira in pač ja, večini pač to da občutek, da pena čisti, ampak ni vedno tako. Tako da tale pač lepo nežno ščisti in ima tak v bistvu neko obliko emulzije, ne. Tako da zdaj najprej si bom še malo dala vode na obraz. Tako si ponavadi še to sperem, kar je pod mlačno vodo. In pa pol, tle moram kazati, da dam še ta čistilc. To je zdaj vse ful tekoče, pa vam nočem ful kazati, ampak se ne peni, mislim, da se vidi, ne, čeprav jaz nič ne vidim. Tako, jaz si tako upravljam to nego ponavadi, ko sem v kaj drugega oblečena, zdaj sem si to majico dala, ponavadi jaz to lepo pol vso nego upravljam tako do vratu, ne. In zdaj, na primer, to, kar sem zdaj upravila, naj bi bilo pod tušem, tako da zdaj pridem ven iz tuša in sem se sveža in čista in lahko začnemo z nego. Ne bom komplicirala,
Ponavadi gremo itak od izdelkov, ki so najredkejši, najbolj tekoči, pač lahko to pride na začetek in potem k vse gostejšim, oziroma od bolj vodenih do bolj oljnatih mastnih produktov, nekaj v tem smislu se sami pogruntate, glede na to, kakšne produkte imate. Meni všeč tale, že skoraj ga ni več, od The Ordinary, kako se to kaže, jaz se moram navaditi, od The Ordinary Buffet, ki ima noter pač različne peptide, to je serumček, ki se ga lepo, tako bolj belo, transparenten. In jaz kar tako grem čez cel obraz. To gre na oči, ta serum je res tak. Jaz mislim, da ga lahko tudi osebe z občutljivo kožo uporabljajo, ker en od takih serumov, pa peptidi so zelo taki, lahko se pač z vsem res mešajo, ne bojo nič iritirali ali pa karkoli. V glavnem so peptidi res zelo vlažilni, no. Naj bi pa tudi pospeševali seveda sintezo kolagena, tako da zato jaz to dam v nočno rutino, komot peptide lahko date tudi dnevno, ampak to je del moje nočne anti-age rutine. Jaz sem zdaj že skoraj konec, mislim, da bom probala še tak moderje, ker so pa bakroid peptidi, ki so tudi ful popularni. Tako da to bo moja naslednja investicija, ko tega porabim. Jaz danes seveda to še vse tako dol, ampak se pravim, danes imam gor majico. Potem pa, ko se to malo, to se ful, ta serumček, jaz moram tle gledati, ta serumček se ful hitro vpije in potem gre zvezda večera, ki je pri meni trenutno retinal od Miss Alice. Pač jaz dam nek retinoid, ampak zdaj pa res že, ker sem le tako vesela, ker ne morem reči, pa zakaj ne more to zbistriti? Tako, jaz se moram to še naučiti, sorry. Da v bistvu imamo tak slovenski proizvod, kot ga ima Medic Aid ali pa Geek & Gorgeous, pač to je noro, no, in sem ful navdušena. In jaz zaradi tega, ker je moja koža že navajena, imam retinal 0,15 level up. To je v bistvu liposomalni retinal, kar pomeni, da se v bistvu počasneje sprošča in naj bi povzročal manj iritacij. Ampak v bistvu je zelo dober izdelek, moja koža se je navadila v 2 tednih. Na začetku je bilo res tako, se vidi, da je nekaj več. Ampak pol se je koža toliko navadila, da ga jaz dejansko uporabljam vsak večer. In sem vse te glikolne kisline in to, ki pač ni glih dobro, da skupaj s tem, sem jaz premaknila kar na jutranjo rutino. Tako da, ful dober izdelek, rumene barve je, zraven ima pa dodano, evo, zdaj tako pravilno pokažem, rumene barve, ima jaz 1 do 2 pumpice, ker 2, da bomo še bolj mladi. Zraven ima pa dodan še niacinamid, pantenol, itak glicerin, ceramide, torej vse to, ki te pač retinal naj bi imel iritiral kožo, poleg vseh teh anti-age lastnosti, in vse te druge učinkovine so zraven, da to umirijo še preden se zgodi. In res, v bistvu ta izdelek zelo, zelo lepo neguje kožo. Jaz počakam vedno, da se to vpije. Tle se niti ne vidi. Majčkeno dobiš tak rumen ten. Ne, pol, ko se vpije, pa se pa sploh več ne vidi. Tako da meni je vrhunska zadeva. Da imamo mi to. In potem malo počakam, da se to vpije. Se ne rabi dolgo, no. Sem toliko, da se preveč ne mešajo med sabo produkti, ne. In kljub temu, da ima pač itak še te vse vlažilne komponente, jaz verjamem, da pač lahko privoščim koži res, res bogato nego po noči in zato vedno dodam še neko vlažilno kremo, oziroma zdaj so popularne te sleeping masks, ne. Vi lahko karkoli uporabite, lahko tudi to
cica plastika je tako dobra, ne? Če imate naprimer nek retinoid, pa pol hočete, da mečken umiri vso to iritacijo, jaz se več nimam v bistvu, ne? Meni moja koža je navajena. Ampak meni je trenutno najboljša ta K-Beauty izdelek Unique Propolis Vitamin Sleeping Mask, ki pa ima poleg propolisa še, sem kar napisala na zadnji, glicerin, izvleček navadnega rakitovca, gotukolo, niacinamid, arginin, beta-glukan, alantoin, adenozin, aloe vero in še en kup izvlečkov. In kako jaz to ne znam še kazati. In je taka lepa tekstura. Res lepo tudi na koži, je tako lepo ublaži. In vse to, kar smo lepo diši, naravno, ne preveč. In vse to, kar smo prej nanesli, vse to, kar sem prej nanesla, nismo mi skupaj tega nanašali, mi lepo zapre in ko se posuši, v bistvu ne čutiš nobenega filma, ničesar, pač ful lepo negovanje. In zjutraj tudi čutiš, ko speraš, da je bil ustvarjen kot nek plašč, ki je zaobjel vse te sestavine pod to masko, spalno masko. Tako da trenutno je moj totalni favorit za zvečer. To je to. Tako da ne vzame neki velik časa, samo pametno nekako zbirati, katere snovi dajem skupaj, malo zbiram, kateri izdelek mi paše. Če dam mogoče kakšno veliko bolj hidratantno, veliko bolj bogato kremo, nič hudega, itak gremo spat, ne. To bi bilo to. Naj vas še enkrat spomnim, lajkajte se vino, prijavite se na moj kanal. Naslednjič pa obljubim, da pride video še z jutranjo nego kože. Do naslednjič pa lepo se imejte in čau, čau.